Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Ko je videl množice, je šel na goro in ko je sedel, so k njemu stopili njegovi učenci in odprl je usta in jih učil. Blagor ubogemu duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo? Blagor krotkim, zakaj ti bodo deželo posedli? Blagor žalostnim, zakaj ti bodo potolaženi? Blagor lačnim in žejnim pravice, zakaj ti bodo nasičeni? Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljene dosegli? Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali? Blagor miroljubnim, zakaj ti bodo Božji otroci? Blagor njim, ki so zaradi pravice preganjani, zakaj njih je nebeško kraljestvo? Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite se in radujte, zakaj veliko je vaše plačilo v nebesih. Tako so namreč preganjali tudi preroke, ki so bili pred vami. To je Kristusov evangelij. Bog daj, Izraelov ostanek vidim, kako. Zdaj smo praznovali dan mrtvih, moramo poudariti. In drug dan je bil pa dan spomin vernih rajnih. Oziroma vsi sveti, pa spomin vernih rajnih. Zdaj nekako, kako bi združil to, da bi rekel tudi nekaj o svetnikih, nekaj o mrtvih, sem pomislil prav na to. O teh naših strahovih bom zdaj rekel nekaj, ker tle se najdemo in kot mrtvi in tle so zdravilo svetniki. V Ameriki so naredili raziskavo, česa se ljudje najbolj bojijo, strah pred čem je. Ne vem, če boste pogromtili, ker je prvi strah. Pred smrtjo. Se strinjate? To je na drugem mestu. Ne? Prvi strah je pred nastopom. To, kar jaz zdaj delam. To je prvi strah. Zdravnik mi je rekel, kadar sem fasil sladkorno, vi svojega poklica ne cenite, ste non-stop v nastopu. Se rekel, ja, dobro, se to delamo že z levo roko, to ti misliš, noter žive, kot da bi prvič delal. Ne lih tako, tako nekako, ne vem. Možno, da res. Sta imeli strah zdaj, ko sta peli. No, vidiš. Nobena ni strah, kadar ne nastopa, ko priješ na lice mesta, si tam, ne? To je zmerno tako bilo. Na drugem mestu je bil strah pred smrtjo. Na drugem mestu. Ma še ta ne bi bil na drugem mestu, če bi šli nekako college delati to anketo, ne? Kjer so bolj mlajši. Ankete so dostikrat tako, veste, zelo varljive, ne? Greš na eno šolo, greš na drugo, bom pole povedal. Tretji strah in četrti se jih jaz malo pomešal. Ne vem zdaj, kjer je tretji, kjer je četrti, bom povedal kar dva, ne? Oba. Eden je strah pred tem, da bi ne bil tak, kot bi ljudje želeli. Sem jasno povedal, ne? Ne biti tak, kot bi ljudje želeli. Nas je strah tega? Ma kako. In potem je še četrti strah.
na pamet. Ker bi bil četrti? Tama. Ne, ni tama razlika, nešto. Ena taka bolj Ježiša, čekaj, zmeraj sem gledal to. Kako? Pred znanjem. Strah pred znanjem. A ne znanjem. Ta spada k tistemu, da ne bi bili taki, kot bi hoteli ljudje. Da ne bi bil pred očmi učiteljice tak, kot bi mogel biti. No, tudi to je tukaj, ne? Čakaj, no. Se ni važno, no. Že ni važno. Tej strahovi so zelo močni. Ne? In se pravi, na prvem mestu strah pred nastopom, a o tem strahu ne bomo dosti govoriti, je brez veze. Pač, če si v taki službi, če si pahnem take reči, maha ni zdravila, se mora znajti. En pozavnist, Miškovič, slaven pozavnist je bil, on je bil tudi še boljši učitelj, je vprašal ena učenca pred nastopom, da je kaj strah, imaš tremo? Ja, zelo mi je strah in je zmeril kup psa, enih 5 minut, da ne smem je strahu. Pola je vprašal v 5 minutih, a te je spet strah, te še? Ne, zdaj me pa ni, pa je zmeril kup psa spet 5 minut, da malo strahu pa mora biti, ne? Da če ne bo resno vzel vsega skupaj, ne? Zdaj, če gremo, to je strah pred nastopom, ne? Tako da vidite, malo mora biti. Kadar ne bo nič strahu, pomeni, da vas sploh nič več ne brija, ne? Tisto pa spet verjetno ni tako vredno, ne? Bož, da te malo brija in da se malo potrudiš, ne? Zdaj, če gremo na tega drugega, strah pred smrtjo, ne? Tle so svetniki pa zelo močni bili, ne? Oni so malo čez legli, čez vse to. Ma tle smo tudi mi lahko zelo močni. Ta strah, zdaj sem gledal, en dan je bilo neki en članek ali je bilo po televiziji, ne vem, da smo tukaj ta krščanska pač prepojenost in da zaradi te krščanske prepojenosti mislimo, gledamo smrti v oči nekako z enim občutkom krivde, zmeraj nam hočejo hristijanom nekaj našopati. Končeš, če ne bilo krščanstva, bi tako lepo gledali brez krivde. To se pa ne strinjam. Sploh se ne strinjam. To je govoril nekdo, ki ni hristijan verjetno in ki se mu zdi, kakvi so kristijani. Jaz vem samo ta stvar. Meni je umrl oče. Približno 12 let prej, ko je moj oče umrl 10 let nazaj. Še približno 12 let prej, pa lahko še več, je umrl stric moj, brat od očeta. In na pogrebu od očeta, jaz sem takrat prvič tu občutil, doživeti tisto praznino. Se veste, tako je prvič, kadar umre eden od teh najbližjih, ne. Do takrat govoriš samo sožalje, od takrat naprej pa poveš točno sožalje. Drugač, verjetno tudi tisto, mu rečeš, te razume, ne. Drugač. In sem vprašal bratranca, ki mu je oče umrl že 12 let nazaj. Sem rekel, povej po pravici, a kdaj mine ta bolečina? Ne, je rekel, ne mine. Ma ta moj bratranc je ateist. Ne? Samo oče bil verno tre, bratu. Oba sta bila social-komunist, tako ti se reči. Samo jaz sem pa nekaj videl. Ma ne mi rekel čez en teden, čez par dni jaz bolečine nisem več imel. Nič. Če bi me eden rekel, da bi zavrtel nazaj, bi lih tako rekel. Edino pomembno je bilo, da je bil spravljen z Bogom. Edino to. In sem prav iskal bratranca in sem ga dobil. In sem mu rekel, tako da veš, jaz in ti sva na nerazličnih bregovih, ob različni reki, popolnoma različni. Za tebe tvoj oče ne obstaja več in to je hudo. Za mene pa obstaja. In to je popolnoma nekaj drugega. Zdaj ne vem, kako se lahko zmisli nekdo, da reče občutk krivde. Da gledamo na smrt z občutkom krivde. Zdaj, če primerjam te dve reči, ne, kakva strašanska razlika je. Danes so lih prišli eni
Tik preko sem prišel. Pohreb bo v petek. In je noče, ki je žena že umrla, ima 2 hčeri, ena je malce starejša, tam nekaj 30, ena pa 15. Sestra, vere tam ni bilo nič. Jaz pri maše jih nisem videl, niti znotraj, niti 100 metrov oko cerkve bližje, ne. In sestra od tega, ki je umrl, pa zelo verna. In poleg, ko sem opisoval pod tisto, previden ali nepreviden, si rekel, verjetno nepreviden, ne, je bil previden, to pa jaz poskrbela, dokler bom živa. In poleg vidiš, kako te 2 hčeri, ki nimajo pojma v vezi s tem, kako ti povejo, kako zelo jim je lažje zaradi tega. Zanimivo, ne? Kako zelo jim je lažje. O smrti bi se še in še lahko govorilo, ne? Samo zgleda, da ta naš krščanski pogled na smrt. Krščanski pogled na smrt je čudovit. Boljša, a ni. Ja ne vem, kaj bi bil boljši. Recimo, kdo vaši, ki so umrli, a je hinduizem fajn, zdaj je rojen spet dobra, bil dober, slab, če bil dober, je zdaj bon neki boljša, kak plemič, ki je bogat, če je slab, pa kak pes nekje, a vsi brcajo. A je to lepo verjeti. Ali pa muslimani, vsaka jim čast. Če je bil res ta pravi, da je izrušil, ima zdaj gore bordel, a je lepo ženi, ki ostane, da vidite, zdaj mož na to na svetu, od jutra do večera, vara, bi rekli. Ja, tako oni verujejo, zaradi tega se zaletavajo. Zdaj, če bi se nekaj tega zmislili za kristijani, bi verjetno bilo vsaj moški malo bolj verni, ne, verjetno. Po mojem, bi bilo bolj mamljivo. Ali pa vsaj, da bili gore pet šanku, nekje se toči pivo, stalno sveže, to bi bilo še hujš, verjetno, ne. Ne ti se device, ki se stalno obnavljajo, pa pivo, ki se stalno sveži, stalno sveže, ne. Tako to bi bilo verjetno, vsaj za Slovence, no še bolj dobro, pustimo malo heca, ne. Dobro, zdaj o smrti. A zdaj tretji strah pa, da nisi tak, kot bi družba želela. Kako zelo smo tle noter doma. Kako zelo smo tle doma. Pa tudi, če mislimo. Pa tudi jaz, ker nisem toliko tle doma, sem zelo doma, no. Tudi jaz, ker me res ne briha, kak sem vsaj po zunanjosti. Ker me zmeram mama zmerja, pa sestra, ki me dobijo, pa še par žen v fari, ki se upijo. Ne? Včeraj so me že 2 višivili dobili, da me morajo zožiti srajce, da kak sam zavideti na te reči. To lepo široko. Zdaj, ko se shujšal, ne? Recimo. Glejte, mi smo bombardirani s tem, kaki bi mogli biti. Bombardirani. Zdaj vas vprašam še eno vprašanje. Tudi. Recimo, ena raziskava spet psihološka je bila. In so z večjih koncev spraševali, oziroma z večjih koncev so ugotovili, koliko reklam vpliva na človeka na dan, na enega povprečnega človeka. Kaj bi rekli? Po pravic povejte, nekaj streliti milijon brez veze, tako da. Koliko bermo si? 3. Kaj bi rekli, da vidimo, da je to najbližji? 20-30, to je že puhno 50, 7, popolno število, dobro. 10 zapovedi, 10 reklam, ja, dobro. 3000 reklam, zdaj boste gledali. Se ne strinjaš, tako vidim, da kimaš, prav. 3000 reklam. Potem sem rekel, čakaj, to moram pa gledati naprej, ker to je tista, jaz sem dosti krat ne upam spat, potem gledam kakaj reči, take pol filme, ne moreš več z mojimi leti gledati, potem gledaš take pol strokovne, ne. 3000 reklam, sem mi htio že prevrtati naprej, iskati kaj drugega, pa čakaj, da to pa moram videti, kjer so te reklame, čakaj. Še posebej jaz, ker imam tisto na televiziji za 3 dni nazaj in lepo pogledaš film, nikoli direktno, zmeraj pogledaš potle, zvečer, kada mora spati, taha, da prevrtiš naprej reklame. Tako da reklam že dolgo nisem videl, ne, iskreno povedano. Ampak ni tako.
Ne gre se to, da si videl 3 reklame. Ena reklama za sladoled in pole bi rad jedel sladoled, druga reklama za neke tablete proti ne vem čemu in tretja reklama pa Coca-Cola, to je najbolj. Ne, ta je od vseh reklama naše mladosti, je tako, tudi tisti, ki smo stari že, ne. Ni tako. Vsaka reklama vsebuje toliko ogromnih točk, ki te bombardira, kak bi mogel biti. Ste že kdaj opazili dostikrat, da moraš eno 5 gledati šele reklamo, da veš, zakaj je. Ma zbombardirate že na 5 področjih, 6, 7 področjih. Aha, čekaj, ta reklama bo pa za hujšanje, ne, pa le, čekaj, ni za hujšanje, ne, čekaj, ta bo pa za obleko, ne, tudi ni za obleko, čekaj, za čevlje, ne, tudi čevlje ni. Na koncu za smoki, recimo, ne, pride na dan, na koncu. Samo vse te zbombardira, kak bi mogel biti. Do kere mere gre človek, da bi se prilagajal temu javnemu mnenju, kak bi mogel biti. Do kere mere, veste, do kere mere, ne. Se vemo danes. Do te mere, da celo spol spreminjaš. Ma ne, da spol spreminjaš, da lahko spet nazaj spremeniš. To je zdaj ta teorija spola. Tako kučeš, če bi človek zdržal vsak dan, bi se lahko operiral po njihovem. Samo itak to ne bo šlo skozi niti medicinsko, ne. Pa tisti, ki to naredijo, so pole veseli. Ne povijajo tega, ne. Tu ni fant, kako je že Hrvat, Salome. Ne vem, je že operiran ali se samo šminka, zgleda kot moški, no. Jaz je moški, no. Je enkrat bil po televiziji, tu pa nisem dobil nazaj, to če se ne, to so povedali, so pa mi, no. In da je govoril, kako sem žalostno, verjetno je govoril, ne, žalosten, da ga ni moškega, ki ga bi prijel za roko, da bi šel z njim čez po Čopovi. Čez 3 dni je bil že spet tam in je že mogel govoriti, kako je vesel, pol ure samo o veselju. Kako medij bombardira, da je tisto fajn. Noben se ne vpraša, pa kako je. Zdaj, kje dobiti odgovor? Kje je tisto, kar je v redu? Kje je tisto, tako, ko bi mogel biti? Kje dobiti ta odgovor? Pa mogoče gre že vzgoja, ne vem, je bila zmera. No, jaz sem že bil deležen take. Moraš biti, če je le možno, bod prvi, ne? Če je le možno, bod prvi. Dobro, pole tudi starši se oddajo, pole dosti krat, ko vidijo, da saj pred zadnji, da bo, ne? Verjetno se mislijo, ne? Nimajo druge izbire, ne? Moraš biti tu, moraš biti vse te reči. Pa to gre res človeku do teh meja, do teh mer, da rata vse skup neko depresivno stanje, neko primerjanje stalno eden z drugim, pole prije še do hujše stvari iz tega se rodi, da se začne nastopa privoščljivost. Pole od tle naprej nastopajo recimo ne reklame več, ampak pridejo že tragedije, ki jih non-stop kažejo po televiziji. Spet pridejo zelo prav, tu če morijo, kako je. V bistvu pa človek to rad sprejema. Podzavestno ali zavestno, to rad sprejemaš, ker vidiš, potem se z mano ni tako slabo, no. Se nisem najslabša, se ne živim na šlap, se nisem najbolj hrd, pole, so dobile, no, ki še hrd, bolj. In te reči, pa gledaš, mrzki lahko gledaš, ne. Zdaj, kaj je temu zdravilo? Svetniki so močno zdravilo. Zdaj gremo pa na zdravilo, zdaj sem malo opisal, kako so te reči, ti se 4. reči, pa me ne pade na pamet, pa če se ja, danes nisem spal po noč, tako da veste, mogoče to krivo, ne. Ma nisem bil, sem bruhal, rečemo, ne. Ena viroza me prijela, no, rečemo, ne. Svetniki so pa neki drugega del. Oni pa niso opazovali kič. Te reklame so kič. Ne, brez vrednosti. Napihnjeno. Oni so opazovali ta pravo umetnino. Samo če češ ta pravo umetnino, ki je pa Bog, ne,
Če češ ta pravo umetnino opaziti in videti, kaj pomeni, kakaj je, si moraš vzeti čas. Prvič moraš biti pritegnjen, ne? Pritegnjen, ne pretegnjen, pritegnjen, ne? Nekot semenišču jedni pač vsi piše v dokumentu, vsi smo pritegnjeni, vsi smo pretegnjeni, ne to. Pritegnjen moraš biti. Bog te mora pritegniti. Bog, a pa moraš poklicati, no, da ne bo to pritegnjen. Moraš biti poklican, Bog ogromno njih kliče, nas kliče. Ni to, da je samo svetnike poklical, druge pa ne. Bog ogromno ljudi kliče. Samo ko si pa enkrat poklican, moraš pa opazovati. Ne kogarkoli Boga, to so svetniki delali. Recimo ena dobra primerjava je, ko je ne John Henry Newman, Nowen, to je nek tudi izreden tak čudovit pisatelj, veste, ker mi ste Nowen, nekaj taka pride. On je napisal knjigo Platno ljubezni. In ko je napisal knjigo Platno, to bereš, to te kar v srce gre. Tako čudovita knjiga. In ko bereš to knjigo, oziroma prebereš, kako je on to knjigo napisal, on se je zmenil z tem, kustos se reče tem, kaj so upravniki muzejev, če bi lahko šel tisto original sliko opazovati. In jo je šel opazovati, kadar ni bilo nobenega. In jo je opazoval, koliko ur, zdaj da nam rekel preveč, mas ne zdi, da je celo noč. In bolj kot je opazoval, bolj je videl umetnino. Bolj je videl, kaj vse pove. In na koncu je videl že popolnoma vsak detajl, kako govori. In Rembrandt, to je bil še, ne vem, je bil svetnik, bil je Božji, da je naredil tisto izgubljeni sin, ki se vrača k očetu. Popolnoma vsak detalj mu je tako govoril, da je on to opisal v tej knjigi in to se samo čudaš, pa skot je on to dubo. Skot je on to dubo, kar je na tisti sliki bilo. In to je opazovanje Boga, opazovanje Božjega dela, pravo opazovanje Boga. Ker če na pravi način opazujemo Boga, vidimo, kako se vse, kar je v njegovi besedi, izide. Kako je vse, kar je on ustvaril, kako je vse tu popolno, to vidimo. In ne vidimo pole več, tako kot nam svet veli, ne vidimo več v tistem strahu pred tem, kakaj smo, ne v strahu pred našim končnom, niti ne v strahu pred nastopom, ne vidimo nič več teh strahov, ne gre iz tega, ampak gledamo vse nekako, skozi Boga. Takrat rata vse drugače. Zdaj se jaz lahko bratrancu rekel, da smo ob različni reki. Za mene oče obstoja, za tebe ne. Zdaj, kako bomo razumeli, kako je lahko mati Terezija na tak način pomagala tem ljudem? Mi se čudimo zdaj, kako pomagajo te ljudje dol beguncem, ne? Pravijo, da delajo po 20-22 ur na dan in te reči. Mati Terezija je celo življenje z dosti hujšimi, s tistimi, ki so ne samo umirali, ki so smrdeli po gnilem, ki so že gnili, ki jih noben niti pogledal, niti po vohu, ki so tako hodili mimo njih. S takimi, kako je to zdržala? In še ena druga stvar, kaj se je zgodilo tam, kjer se sreča tu Božje, kjer svetnik človek, ki opazuje Boga, mati Terezija, vemo, da je par ur bila na kolenih preko šla med ljudi. Nikoli pri njih, v njihovo redu, to še zdaj, tam ni, ja, ma ni cajta, je treba delati, ni cajt moliti, ni tega. Rečejo, ni cajta delati, kaj cajt moliti. In zato toliko naredijo. Ma ne delajo takrat, da je za moliti. Razporejeno vse. Ne? Te ljudje, ki so umirali pri materi Tereziji, so umirali največkrat veseli. Veseli, ker so tudi oni videli čez smrt. In veseli, ker so mogoče nekateri, za par primerov sem slišal, ma verjetno vsi, začutili, da so sprejeti lih taki, ko so pri tej majhni ženci, ki bi jo noben ne opazil.
in pri njenih sestrah, ki so se trudili v to smer. Sprejeti taki, kot so. Kaj je naredilo to, da je mati Terezija tako opazovala Boga in mu tako zelo sledila in tako zelo odgovarjala na ta klic. In kako zelo smo mi pri Bogu sprejeti, ja? A veste tudi, da smo sprejeti točno taki, ko smo? A bi se dalo živeti v stega? Ne več barve za lase, geli in te reči. Sprejet sem tako, sem ne rabam. Svoje čase žence so imeli 40 let, so dali facov na glavo in je bilo konc, briha me, kaka sem. Ne? Dobro, pustimo o tem, zdaj debata, neč rekel, samo. Jaz govorim o sprejetost tako, kot si. Ne? Zdaj vidiš, še može stare 80 let si barvajo lase. Ženska, vse razum, imamo dobro. Pri ženskih je še logično, rečemo. Kako? Saj se je rekel moški 80 let, nisem rekel ženska razum. Ne? Berlusconi se jih celo vsaja, ne, rečemo, ne. Pa vidimo, da ne paša, ni simetrije. Kdaj je tako črno, strahovito pobarvil, ima na tist ksiht ne paša nič druga, kot sivo. Več. Pa še več, sivo bi prav lepo pašalo, bi bilo lepo. Lepo, veste? Gledati enega sivega, starega, duhovnika, ki je že svoje dal skozi, mene se vzbudi nevoščljivost. Veste, da nisem tako on že dal skozi tako. Toliko let pokončno šel skozi to duhovništvo. Kje bom pa jaz tam tako on, če bom sploh? Ne? Ne, imam 48 let, nim še 80 kot tiska sam opazoval. Ne vem, če bom. A Igor je ležal in je umiril in je hropil na koncu. Pa kaj se je zgledal, kadar je hropil? Se redu još škoda, ko bo mogel jeti? Ne, je nezavist, no. Pa so ta vrete dobra, ne, to je tista pozitivna, ne, rečemo. Pokončno je šel skozi do konca. Koliko odves so mu dali duhovniki zadnje dneve? Verjetno vsako 5 minut je prišel do noter, ni vedel, mu je že prej dal, pa zakvišno je dal. Ne? Koliko apostolskih blagoslovov s popolnim odpustkom. Vsaj jaz sem mu ga 2-krat dal. Ja, komu boš zavisten? Temu, ki ga čaka večna sreča, ali nekomu, ki ga čaka eno večno vprašanje, da kdaj bo še tukaj, kdaj ne bo, a bo sploh in kaj bo in kako bo. In neč ne ve večina noter potem posredi razkolje. Ne? No, zdaj sem povezal to dvojno. Ne? Pokojne rajne, ki se ni zabat, in svetnike, ki so vedeli, da jih Bog sprejema lih take, kot so. Oni so to vedeli, ker jih je njih sprejemal take, kot so, ne? Ma nas tudi sprejema, veste, take, kot smo. Z vsem tabletam, z vsem, kar spada, take nas sprejema. Amen.